Pozdravljeni, dragi otroci. Pozdravljeni, otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes sva z Lili izbrali zelo čudovito lokacijo in sicer je to Braslovško jezero. Ti je všeč tukaj? Je všeč. Kaj pa je tale miška tukaj? Ker bo danes nastopala v pravljici. Res? Danes bomo imeli miško v pravljici? Ja. Ja, super. Kako pa je naslov te pravljice? Zverjasec. Zverjasec? A je tukaj groznega? Kar poglej tole knjigo. Najboljše, da pogledamo v knjigo. Joj, že na naslovnici izgleda kar precej strašen. Ampak jaz upam, daj vam priložnost, pa da vidiva, če je res tako strašen, prav? No, velja. Predlagam, da se udobno namestimo. In prisluhamo tej pravljici. Tako je. Julia Donaldson, Axel Scheffler, Zverjasec. Mala miška je na sprehod v temni gozd odšla. Videla jo je lisica in si rekla: dobra bi bila. Miška, ne teci, ne boš zamudila. Kaj če v brlog bi na zajtrk zavila? Hvala, lisica, za tvoje vabilo. Moram k zverjascu, me čaka kosilo. Zverjascu? O kom blebetaš? K zverjascu seveda. Menda ga poznaš? Okli kot noži, kremplji po strani, strašne čeljusti in grozni čekani. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tamle ob skali, lepo da sva v paru, najraje hrusta lisica na žaru. Na žaru? Lisica v strahu izboli oči. Nasvidenje, reče in v hipu zbeži. Trapa lisičja, se miš zasmeji. Ni razumela, zverjasca sploh ni. Mala miška je naprej po temnem gozdu šla. Sova jo je opazila in si rekla: dobra bi bila. Počakaj, mala miška, kam se ti tako mudi? Ne bi skupaj čaj popili v duplinici? Lepo je od tebe, prijazno si me povabila, a žal sem za čaj se z zverjascem zmenila. Zverjascem? O kom blebetaš? Zverjascem seveda, menda ga poznaš? Kremplji kot srpi, podpluta kolena, na koncu nosu bradavica stropena. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tu, ob potoku, najraje liže sladoled, namočen v sovjem soku. V sovjem soku? Huka sova. Pa srečno, s pospravljanjem nisem gotova. Trapasta sova, se miš zasmeji? Ni razumela, zverjasca sploh ni. Mala miška je naprej po temnem gozdu šla. Kača jo je opazila in si rekla: dobra bi bila. Miška, takole hiteti ni zdravo. Tamle pod štorom imamo zabavo. Žal mi je, moram ti reči adijo, ker mi zverjasec pripravlja gostijo. Zverjasec? O kom blebetaš? Zverjasec seveda, menda ga poznaš? Oranžne oči, črn jezik iz gobca moli, s hrbta cel kup vijoličnih bodic srši. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tamle, ob mlaki, kjer žabica skače. Najraje malica pražene kače. Pražene kače? Kaj če me opazi? Kača zasika in se odplazi. Trapasta kača, se miš zasmeji. Ni razumela, zverjasca sploh ni. Le kdo je zverina s kremplji po strani, groznimi okli, ušesi, čekani? Le kdo bi imel pomarančne oči, podpluto koleno, na koncu nosu bradavico stropeno?
Le komu bi črnkast jezik iz gobca molel, le komu na hrbtu kup ostrih bodic bi sršel. Na pomoč, za nohte mi gre, zverjasec je, mar ne? Najslajša jed, zverjasec reče, je miška s kruhom, ki se ga popeče. Jaz sem najslajša, to bi bil umor, v tem gozdu sem najhujši stvor. Pojdi za mano in kaj hitro boš spoznal, da se pred mano trese sleherna žival. Zverjasce je od smeha kar metalo. Prav zanima me, kaj se bo tebe balo. Miš hodi in zverjasec se za njo spotika. Si slišala? Tomu listju se nekaj premika. To kača sika, reče miš. Prijateljica, lep pozdrav. Ko kača vidi, da za miško gre bav, ji od strahu zastane dih. Odhajam, mala miška, ljubše od te poti mi je podzemna hiška. Zverjasec se je čudil in grdo zaklel. 300 kosmatih, kdo bi to verjel? Šla sta naprej. Naenkrat zverjasec grdo zarenči. Tamle v krošnji pa nekaj šumi. To je sova, reče miš. Heja, stara, lep pozdrav. Ko sova vidi, da za miško gre bav, skovikne. Hudo, odhajam, mala miška, gori v votlem deblu čaka varna hiška. Zverjasec se je čudil in grdo zaklel. Preklemano, le kdo bi to verjel? Šla sta naprej. Tedaj zverjasec stegne grde krake. Tamle na poti sem slišal korake. Lisica je, odvrne miš. Hej, zvitorepka, lep pozdrav. Lisico pot oblije, ko zagleda, da za miško gre bav. Ljubi Bog, zasope. Že ves dan potikam se okrog, vrniti morala se bom v svoj brlog. Zverjasec se je čudil. Res, na lastne videl sem oči, da se te sleherna žival boji. Želodcu mi zavija, reče miška. Ne, to ni utvara. Od vsega najbolj prija mi zverjaščeva obara. Zverjaščeva obara, ko smatež zakriči, obrne urno se kot zajec in zbeži. Vse tiho in mirno je v gozdu bilo, ko miška je lešnik odkrila. Juhej, dober bo. Tako, kako ti je bila všeč tale pravljica? Zelo. Zelo je taka simpatična. Ampak kdo je zdaj bolj strašen? Tale prijazna miška? Ja. Ja, a ne? Bolj kot pa tale? Zverjašček. Zverjašček, ampak na prvi pogled pa res gleda kar precej grozen. Da bi se kakor ustrašil, kaj ne? Ja. Ja, ampak vidiš, tako kot sva rekli na začetku, smo mu dali priložnost in spoznali, da je prav prijazen, kaj ne? Ja, miška je pa kar precej pregnana, a ne? Ja, tako. Dragi otroci, če vam je bila ta pravljica všeč, potem si oglejte še vse ostale pravljice, ki vas čakajo na kanalu Moj knjižni kotiček. In otroci, ne pozabite, kmalu vas bo na kanalu Moj knjižni kotiček čakalo tudi nadaljevanje tele zgodbe z naslovom Zverjašček. Jaz se že veselim. Pa ti? Ja. Tudi. In verjamem, otroci, da tudi vi. Tako, lepo se imejte, uživajte in en zverjaščev. Čau, čau. Čau, čau. Tako. A ti je všeč bil zverjašček? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnjo pravljico pa poklanjam prijazni deklici po imenu Inja, ki zelo rada prisluhne mojim pravljicam. Otroci, tokrat bomo v pravljici spoznali prikupno miško, ki se je odpravila spat, a se je bala čudnih zvokov. A vedno znova jo je prijazni dedek pomiril. Mislite, da je mali miški naposled le uspelo zaspati? Predlagam, da se udobno namestimo
in prisluhnemo pravljici z naslovom Mala miška, lahko noč. Bil je čas, da gre mala miška spat. Potem, ko je dedek povedal pravljico, se je miška zvila pod svojo toplo prešito odejo. Vendar ni mogla zaspati, pa če se je še tako premetavala in prevračala, momljala in godrnjala. Dedek, je poklicala, strah me je. Dedek je odšel naravnost v sobo male miške, da bi videl, kaj je narobe. Ne morem zaspati, dedek, je rekla mala miška. Temno je in zunaj slišim strašne glasove. Nikar se ne boj, mala miška, se je nasmehnil dedek in jo objel. Črna noč ti nič ne more. V postelji si lepo na varnem in na toplem. S temi besedami je šel spet iz sobe. Ravno v tistem trenutku pa je zunaj završil sunek vetra in na okno je nekaj glasno potrkalo. Tok, tok. Mala miška je kar poskočila. Dedek, je vzkliknila. Dedek je bil brž spet pri vratih. Kaj pomeni to torkanje, dedek? Je vprašala mala miška. Dedek jo je nato odpeljal k oknu in ji pokazal, kaj je zunaj. Glej no, je rekla mala miška. Saj je le veter, ki trka z vejo ob okno. In ravno tedaj se je zaslišal še en zvok. Bil je glasen, hu, hu, nekje oddaleč. Mala miška je bila videti močno prestrašena. Ali ne veš, katera ptica skovika, mala miška? Je vprašal dedek. Je mogoče sova? Je vprašala mala miška. Ja, je vzkliknil dedek. Mama sova vsako noč odleti iz gnezda in leti daleč, daleč čez polja in gozdove. Zdajci pa se je zaslišal še en zvok. Bil je ho, ho. O, ta glas pa poznam, je vzkliknila mala miška. Pes je. Glasovi niso nič strašni, če le veš, čigavi so. Ne, mala miška, je rekel dedek, to ni pes, psi po noči spijo. Lisice pa lajajo čisto tako kot psi. Lisica vsako noč odide iz brloga in se odpravi čez polje. Ampak tebi se ni treba bati, mala miška, nobena lisica ne bo prišla v hišo. Prisluhnjiva, mogoče lahko slišiva še kak drug glas, je rekla mala miška in dedek je bil takoj za to. Ni dolgo trajalo in že sta od potočka na vrtu zaslišala glasen čof, čof. Je to ptiček? Je vprašala mala miška. O, ne, mala miška, je rekel dedek. Večina ptic po noči spi. To je vidra. Vsako noč zleze iz svojega brloga in skoči v potok, da malo zaplava. Mala miška je vedno bolj uživala, ko je poslušala nočne glasove. A kaj, ko je bila utrujena? Vseeno je napeto poslušala in z roba gozda zaslišala tap, tap. So to zajčki? Je vprašala in od zaspanosti na široko zazehala. O, ne, mala miška, je rekel dedek. Zajčki se po noči v svoji luknji stisnejo drug drugemu. Oglašajo se neka druga nočna bitja. Jazbeci so. In če boš pošteno napela oči, jih boš videla čisto na robu vrta. Mala miška je pogledala jazbece, potem pa je smuknila v posteljo. Zdaj, ko je vedela, kaj pomenijo nočni glasovi, je ni bilo nič več strah. Hvala, da si prišel k meni, dedek, je rekla. Dedek je zaprl okno in se nasmehnil. Z veseljem sem prišel, mala miška, je rekel. Nočem, da bi te bilo strah, zato boš v moji bližini vedno varna in ti ne bo hudega. Dedek se je sklonil, da bi objel malo miško in ji zaželel lahko noč. Tedaj pa, kaj mislite, kaj je videl? Glejte jo no. Mala miška je bila tako utrujena, da je že trdno spala, zvita v klobčič kot črviček v muki.
Lahko noč, mala miška, je rekel dedek. Sladko spi. In veste, kaj vam povem? Prav to je počela mala miška vso dolgo noč. Joj. Iskrena hvala pisatelju za tako prisrčno pravljico, ki na zanimiv in čisto logičen način pojasni, odkot prihajajo vsi zvoki. Po noči se res vse okoli nas umiri in šele tedaj slišimo zvoke, ki nas vznemirjajo, in naša domišljija ustvarja različne podobe zvokov. A ti zvoki so čisto običajni in nenevarni, zato je strah povsem odveč. Res prisrčna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Saj pošasti sploh ni, v kateri pa boste spoznali medvedka, ki ga je strah teme. Ampak se tudi vse dobro konča. Lepo se imejte, otroci, in lepe sanje vam želim. Lahko noč. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji pravljici bomo spoznali prikupnega miška, ki je v mrzlih zimskih dneh drugim živalim priskočil na pomoč. Le kako in s čim jim je pomagal? Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Vesel Božič, mišek Matiček. Bil je zadnji šolski dan pred božičnimi in novoletnimi počitnicami. Jupi! Je zavriskal mišek Matiček in se prekopicnil. Potem je po snegu odskakljal domov. Na hrbtniku sta tičali dve darili za mamico. Prvo darilo je bil zvezek za recepte. En recept je bil že v njem. Recept za slastne orehove piškote. Matiček ga je prepisoval cel dopoldan. Drugo darilo je bila škatlica s 6 piškotki. Mišek jih je popoldne sam spekel v šoli in bili so še topli. Njihov omamni vonj ga je kar žgečkal v nosku. Komaj čakam, da vse skupaj pokažem mamici, je razburjen pomislil. Tedaj je v poti zagledal zajca Frica. Glodal je drevesno skorjo. Živjo, Fric, je zaklical mišek. O, živjo, Matiček, mu je odzdravil zajec in pomignil smrčkom. Kaj pa tako dobro diši? Moji orehovi piškotki, je ponosno rekel mišek in pokazal Fricu pisano škatlo. Lačen sem, je pripomnil zajec. A lahko dobim en piškot? Prosim. Seveda, je pokimal Matiček in mu ga ponudil. Krasno, je bil navdušen Fric. Veliko boljše od drevesne skorje. Hvala, Matiček, in vesel Božič. Vesel Božič, Fric, je voščil mišek in odtrobencljal naprej. Njegov prijatelj Jonas je s kljunom poskušal preluknjati trdno zamrznjeno zemljo. Končno je našel majceno kilavo jagodo in jo pospravil. Živjo, Matiček, je pozdravil prišleka in še kar kljuval. Mišek pa ga je zaskrbljeno gledal. Nekam se stradan je videti, je pomislil. Bi mogoče orehov piškotek? Je glasno vprašal. O, pa še kako rad! Danes je strašno težko najti kaj za podzob. Se je razveselil Jonas. Grizljal je piškotek in pobiral drobtinice. Hvala, Matiček, in vesel Božič! Vesel Božič, Jonas, je voščil mišek. Njegov nahrbtnik je bil že precej lažji. Imel sem 6 piškotov. 2 sem podaril, je razmišljal Matiček. Zdaj imam še 2 za mamico in 2 zame. To je kar v redu. Mračilo se je že in miškove tačke so postajale vse bolj ledene. Pa je vseeno odločno korakal proti domu. Tik pred domačo hišo pa je srečal Kiko. Grebla je po snegu in stokala. Oj. Ja, kaj pa je? Jo je zaskrbljeno vprašal mišek. Moj želod,
Ne vem več, kje sem ga zagrebla, je zajavkala veverica. Popraskala je še na drugem mestu. Ojoj, in moja mladička sta tako strašansko lačna, joj. Smrček se je tresel, košati rep se je nemirno zibal, oči pa so se ji zabliskale v pogledu na Matičev nahrbtnik. Imaš morda ti kakšen želodek? Je vprašala. Ne, nimam, je odgovoril mišek in že hotel nadaljevati pot. Kika ima 2 otročička, je pomislil. Če ji dam 3 piškote, mi za mamico ostane le še eden. Tedaj pa je zaslišal 2 tanka glaska. Mami, kje si? Midva sva tako lačna. Matiček je vzdihnil. Želoda res nimam, imam pa orehove piškote. Za vsakega od vas ti dam enega. Joj, hvala, Matiček, se je razveselila veverica, zgrabila piškotke in si jih stlačila v gobček, da bi jih odnesla otrokoma. Vesel Božič! Splezala na drevo in izginila v toplino. Ja, vesel Božič, je zamrmral mišek. Odcapljal je domov in obstal pred vrati. Samo en piškotek imam za mamico, je razmišljal. To pa ni v redu. Brčice so mu zatrepetale in na nosek mu je sedla Snežinka. Zeblo ga je. Tedaj so se odškornila vrata in skozi špranje je pokukala mamica. Ja, Matiček moj, kje pa si hodil tako dolgo? Je vzkliknila. Objela ga je in ga povlekla v toplo hiško. Mišek pa je zajokal. Med hlipanjem in smrkanjem je povedal mamici, kako je v šoli spekel orehove piškotke, kako je srečal Frica, pa Jonasa in Kiko z mladičkoma in kako je skoraj vse piškote razdelil. Le eden mi je ostal, je jokal. Mamica ga je še tesneje objela. Mišek moj, zelo sem ponosna nate, je rekla. Ponosna? Je osupnil Matiček, si obrisal solze in jo začudeno pogledal. Ja, deliti nekaj tako dragocenega, kot so slastni orehovi piškotki, gotovo ni bilo lahko. Zdaj pa nama bom skuhala cimetov čaj in razdelila si bova zadnji piškot, se je nasmehnila mamica. Ja, je zažarel Matiček. Mišek in mamica sta kmalu srebala vroč in dišeč cimetov čaj in glodala vsak svojo polovičko piškota. Krasen piškotek, se je obliznila mamica. Nenadoma pa je nehala grizljati in se zresnila. Kaj je? Je vprašal sinko. Mislim na vse orehe, ki sva jih nabrala jeseni. Če bi imela recept, bi lahko skupaj spekla tako dobre piškote. Zvezek z recepti? Le kako sem lahko pozabil nanj, je rekel Matiček. Še eno darilo imam zate, je vzkliknil, stekel po nahrbtnik in izvlekel zvezek. Zate, mami, lahko ga kar odpreš, je ponosno rekel. In med božičnimi počitnicami sta Matiček in njegova mamica spekla kopico slastnih orehovih piškotov. Povabila sta Frica, Jonasa, Kiko z mladičkoma in vse ostale prijatelji na veliko božično praznovanje. In piškotov je bilo toliko, da so se jih vsi do sitega najedli. Čudovita pravljica, kaj ne? In bravo, Mišek, za brezpogojno pomoč prijateljem v stiski. Zelo prijazno od njega, da je z drugimi živalmi delil sladke piškote. In ob tem se je odlično počutil. Prav tako pa so se odlično počutile tudi živali. Super, v slogi je moč in deliti je lepo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici Vesel Božič Mandi, v kateri zajček prav tako pomaga gozdnim živalim. Kako? Prisluhnite pravljici in boste izvedeli. Zimski pozdravček prav vsem. Čau, čau. Si bil pa res prijazen. Te bom pa še jaz poskusila en piškotek. Bravo.
Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Danes boste lahko prisluhnili še eni čudoviti pravljici, ki se je zgodila ravno na božični dan. Namreč miški sta med zabavo na snegu srečali snežnega angela, ki je padel z neba. Res me zanima, kako se je pravljica razpletla. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Snežni angel. Nekega čudovitega jasnega jutra je vrtinec vetra prebudil miško Marjetko v gnezdu. Mami, Samo, zbudita se, je vznemirjeno zacvilila. Božič je in zunaj je sneg. Hura, se je razveselil Marjetkin brat Samo in poplesaval po gnezdu. Srečen Božič vsem. Srečen Božič, ljubčka moja, je bila vesela tudi mama, ki je otrokoma izročila darili. Marjetka je odvila svoje. O, je zacvilila, jagode in lešniki, je dodal Samo. Hvala, mami. Otroka sta darili spravila za pozneje in zdrvela ven na sneg. Lepo se zabavajta, je za njima zaklicala mamica. Jaz bom poiskala nekaj stelje, da bo naše gnezdo udobnejše in pozneje si bomo privoščili poseben božični čaj. Hihitaje sta se Marjetka in Samo drsala in spuščala po gričku navzdol. Svet pod njima se je bleščal, prekrit snežno odejo. A Samo in Marjetka ga skorajda nista opazila, saj sta visoko na nebu zagledala najčudovitejšo stvar, kar sta jih kdaj videla. Samo, poglej, je zašepetala Marjetka. Angel je, božični angel. A angel, ki sta ga miški kot uročeni opazovali, je začel prhutati s krili in padati. O ne, je bila zaprepadena Marjetka in se spotikajoč pognala naprej. Hitro, jo je priganjal Samo. Trepetajočih brčic sta miški po prstih stopicali po snegu. Angel je nepremično obležal na snegu. Njegovo perje se je bleščalo kot led in na njegovih krilih so se lesketali snežni kristali. Poglej, Samo, je vzkliknila Marjetka. Kako čudovito! Meni se zdi, da se ne počuti prav dobro, je zaskrbljeno odvrnil Samo. V tistem trenutku je snežni angel spregovoril. Mali miški, mi lahko pomagata, je dejal. S prijatelji že več dni letim iz dežele ledu in zvezd, a zadnjo noč sem jih v nevihti izgubil. Tako utrujen sem in sestradan. Ne vem, če jih bom sploh še kdaj videl. Kako strašno, morava najti hrano, je dejala Marjetka. A kaj, ko je vse prekrito z ledom? Že vem, se je domislil Samo. Pridi! In miški sta odtrobencljali preko travnika. Sneg je bil globlji, ko sta se miški vrnili. S sabo sta prinesli dragoceni darili z jagodami in lešniki. Položili sta jo pred izgubljenega in osamljenega angela in ga opazovali, ko je počasi začel jesti. Marjetka je očistila snežne kosmiče z angelovih kril. Misliš, da bo vse v redu? Je vprašala, ko je angel sklonil glavo k počitku. Upam, je zašepetal Samo. Počakala sta ob angelu, dokler končno ni prenehalo snežiti in je sončni zahod obarval nebo. Tedaj pa je angel odprl oči. Nenadoma je zaprhutal s krili in jih razširil. Hvala, drobni miški, zelo sta prijazni, nikoli vaju ne pozabim, je dejal angel. Miški sta lovili sapo, ko je angel poletel k višku in zlato zasijal v zvečerni svetlobi. Srečen Božič,
je še zaklical. Wow, sta zašepetali miški. Marjetka je iztegnila tački. Poglej, spet sneži, je zaklicala. Bele krpice so zaplesale okoli njiju, a ko je samo eno ujel, se je presenečen zahihital. Peresa, je zaklical. Miški sta urno nabrali polni naročji mehkega belega perja in odbrzeli domov. Mami, je zaklicala Marjetka, videla sva angela in dal nama je darilo. Mamica pa je ravnokar postiljala gnezdo slamo. Gosje perje, se je začudila. Nocoj bomo spali kot na oblaku. Med božično večerjo sta Marjetka in Samo mamici pripovedovala o prečudovitem angelu. Potem pa se je srečna in utrujena družina stisnila med toplo in mehko perje. To je najlepši božič doslej, je Samo zašepetala Marjetka. Saj sva videla čisto pravega angela, kaj ne? Seveda, se je nasmehnil Samo. In ko se je potapljal v spanec, je videl perje, ki se je v temi svetilo kot zvezde na ledeno mrzlem zimskem nebu. Zelo bleščeča in čudovita pravljica, kaj ne? In kako prijazno sta miška odstopila božično darilo ubogemu, utrujenemu, prezeblemu ter lačnemu labodu. Res zelo pohvalno. In kako očarana sta bila nad labodom, prav neverjetno. In zagotovo bo mišji družini ostal ta božič v najlepšem spominu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Vesel božič mišek Matiček, v kateri boste prav tako spoznali miška, ki je ubogim, premraženim in lačnim živalim prav tako prijazno priskočil na pomoč. Lepo se imejte in prijeten božični pozdravček. Čau, čau! Res čudovita pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo pokukali v savano, kjer živi veliko čudovitih živali. Med drugim tam prebiva tudi droben mišek, ki si želi postati lev. In ne boste verjeli, mali mišek se je nekega dne res opogumil in poiskal leva. In kaj se je zgodilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v rimah z naslovom Lev v srcu. Sredi savane zlat pesek žari, nad njim skalni stolp ves ponosen stoji. V zavetju iz skal drobna hišica ždi, v njej tih in prijazen rjav mišek živi. Kot seme je majhen, kot zrno soli, če nisi pozoren, ga videti ni. Kot robina okrog se za hrano bori, od vseh je pozabljen in vsega skrbi. Ja, mišje življenje boli. Medtem pa na skali močan lev leži, kot sonce pomemben sam sebi se zdi. Kraljevska zverina je modre krvi. Najhujši sem tukaj. Glasno zarjovi. Je vodja krdela, bahavo kriči in množici kaže razkošje moči. Pred njim sta ponižna še bivol in slon in mišek želi si, da bil bi kot on. Namesto da cvilim, se vsega bojim, izdavil bom grrr, tako jaz renčim. Še vedno bom drobcena, rjava žival, a laže mi bo,
in ne bom se več bal. Poiščem nekoga, ki me nauči, kako drobno bitje lahko zarjovi. A kaj če učitelj, ga zdaj zaskrbi, me raje pohrusta in stremi kosti? Poskusiti moram, je mišek dejal. Dovolj sem se skrival, dovolj trepetal. Odločil se je in na pot se podal, da premagal bi strah in pogumen postal. Kako naj na svetu karkoli storim, če najprej sam sebe ne spremenim? Na skalo je plezal, se mučil, potil, lev mu se bliže in bliže je bil. Prišel je do vrha, na prstkih stoji, z levom si zreta iz oči v oči. Gospod, oprostite, imate obisk, ponižno vas prosim, zaupajte mi, saj mojster ste pravi, kako se rjovi. Nad vročo savano tišina lebdi. Začudeni lev si pomane oči. Potem se prestraši in spet zamiži in sapo zajame, zacvili dolg. Uiii! Le kaj se dogaja? Lev kremplje je skril, hudo presenečenje sapo lovil. Nikar me ne rani. Glas mu drhti, šmentana reč, lev se miške boji. Ne boj se me, prosim, ga mišek miri, od mene prijatelja boljšega ni. Takrat se trenutek čaroben zgodi. Mišek, velik v srcu, se v leva levi. Nič več se ne čuti obožno kot prah. Ni treba rjoveti, ker ni ga več strah. Od takrat sta delila si dneve, noči in skupaj preganjala črne skrbi. Od tedaj lev rjovel je lepo za oba in vmes se je smejal, ha. Takrat sta spoznala skupaj oba. Le če v srcu si lev, to res nekaj velja. Kako srčna pravljica, kaj ne? Prav zares. In ubogi mišek, kaj vse je moral preživeti in pretrpeti. Moram pa reči, da občudujem njegovo odločitev, da se spremeni, ter izjemen pogum, da je pristopil do samega kralja živali. Bravo, mišek, uspelo ti je. In ne samo to, zares je postal velik v srcu, srčen. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Drobcena Gerda, ki prav tako ni zadovoljna s svojo majhnostjo, vse dokler ne spozna in pogumno reši še manjšega jaka od sebe. Res luštna pravljica. Otroci, uživajte, lepo se imejte in bodite srčni prav vsak dan. Čau in en levji pozdrav. Bravo, mišek. Super. Si pa res pogumna, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Pozdravljeni, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tako je. Kot smo vam z Lili že obljubili, nas danes čaka nadaljevanje ene zgodbe. Nadaljevanje zgodbe o zverjascu z naslovom Zverjasček. Tako je. Danes nas čaka knjiga, ki jo je napisala pisateljica Julia Donaldson, ilustriral pa Axel Scheffler z naslovom Zverjasček. Zverjasec nikoli v temačni gost ne sme. Pošepne zverjasec zverjaščku in se previdno ozre. Zakaj? Če to storiš,
veliko zlobno miš za vrat dobiš. Nekoč, ko te še ni bilo, me je prestrašila močno. Je res ogromna in hudobna. Reci, tati, zakaj se moram miši bati? Počakaj, da se spomnim, je očka zamomljal, napeto je razmišljal in po glavi se čehljal. Velika zlobna miš je močna kot hudič. Njen dolgi, zviti rep oplazite kot bič. Oči so krateri, iz njih je ogenj šviga in brki so jeklena žica, z njimi divje miga. V snežni noči, ko zverjasec je smrčal, zverjaško dolgčas ni miru več dal. Pogum je čutil v srcu, ki ne mine, zato se je odtihotapil iz votline. V viharnem vetru, to bila je že norost, zverjašček se odpravil je v temačni gozd. Aha, oho, sledovi v snegu, le kdo se plazil je po bregu. K skladovnici je šel, to bo še križ. Mogoče je velika, zlobna miš? Prismuka se plazilec z drobnimi očmi in brez muštac pod nosom, kot se zdi. Ti nisi miš. Seveda, kaj še nisi videl kač? Ob jezeru je na kosilu, žre zverjaščevski kolač. Čeprav ledeno brije in močno sneži, zverjašček gre po poti in se ne boji. Aha, oho, od ti si v snegu, čigavim krempljem sem dosegel. Oči bleščijo iz drevesne sedupline. Je to mogoče miš? Zverjaščka srh prešine. Tedaj z drevesa prhne nočna ptica. Ima le kratek rep, brkata niso njena lica. Ti nisi miš. Odzove sova se srdito. Nekje v bližini baše se zverjaščevinsko pito. Čeprav ledeno brije in močno sneži, zverjašček gre po poti in se ne boji. Aha, oho, stopinja v snegu. Me kdo lovi? Je kdo na begu? Že vidim brke, ki štrlijo iz brloga. Morda je miš, hudičeva nadloga. Lisica se priplazi ven, ker ve, kaj je olika, prijazno gleda, z mehkim repom se dobrika. Ti nisi miš. Seveda, boh ne daj. Tam za drevesom srka zverjačinski čaj. Zamišljeno sedel zverjašček je na štoru. Nobenemu ne bom zaupal v stvoru, nakladajo v 3 dni. Prepričan sem, da zlobne miši ni. A nekaj leze tam iz svoje hiše. Kdo ne bi prepoznal uboge male miške? Pred spanjem prija lahka hrana, če je le oprana. Postoj, zacvili miš. Še preden me boš v usta dal, predstavim ti prijatelja, ki rad bi te spoznal. Na lesko splezam in pokličem. Ne, ne teci stran, čeprav je velik, zloben in močan. Oprosti, a premalo zvita se mi zdiš, saj dobro vem, da ne obstaja velikanska miš. A mala miška se na lesko zavihti. Še hip počakaj in odpri oči. Posvetila je luna, srebrna, polna je bila. Grozljiva senca padla je na tla. Kdo je pošast s peklenskimi zobmi, ki te s pogledom z dolgim repom umori? Zverjaščku so se tla pod kremplji zamajala, nestvor je nosil lešnik, velik kakor skala. Velika zlobna miš! Zverjašček krikne in zbeži. Prijazna miška spleza z leske in prešerno se smeji. Aha, oho,
Stopinje v snegu. Kdo jih zapustil je v brezglavem begu? Stopinje so peljale do zverjaščeve votline, kjer skrival se je nebogljen zverjaščev sine. Pogum ga je zapustil, malce se je bal, medtem ko je zverjasec mirno sanjal in smrčal. No, pa smo prišli do konca knjige. Kako ti je bila pa všeč ta knjiga? Prisrčna. Prisrčna je bila, a ne? Ali te je tale miška spominjala na kakšno drugo miš iz pravljice, ki smo jo že prebrali? Ja, Se spomniš, katera pravljica je to bila? miška in srce. Miška in srčnost, res je. Otroci, če si še niste ogledali te pravljice, potem predlagam, da si jo brž ogledate, kajti tudi tista miška je bila zelo pregnana. Ja, in s senco ugnala velikega mačka, tako kot je tale miška ugnala zverjaščka. No, ampak sedaj, ko smo prebrali knjigi Zverjasec in zverjašček, pa sem spoznala, da zverjasec sploh ni tako napačen, kaj ne da ne? Ja, prav prijazen je, čeprav zgleda pa kar malce grozno, a ne? Ja, tako. Miška je pa taka simpatična, ampak kar precej zvita, a ne? Ja, Ja, tako je. Upam, da vam je bila tale pravljica všeč. Če si pa želite slišati še kakšno pravljico, se le naročite na kanal Moj knjižni kotiček. Tako, lepo se imejte in en zverjačinski čau, čau! Pojdiva. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, 10. februarja leta 2024, praznuje svoj 8. rojstni dan Emanuela. Draga Emanuela, vse najboljše ti želim, ter veliko igrivih, nasmejanih ter srečnih otroških dni. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici o prijateljstvu z naslovom Rada te imam takšnega, kot si. Ježek in Miška sta bila najboljša prijatelja. Skupaj sta se igrala skrivalnice in kopala luknje. Ali pa sta plesala in prepevala. Vseeno je bilo, kaj sta počela, da sta le vse počela skupaj. No, Ježek se ni kar na lepem spomnil, da ima rad Miško. Le povedal ji tega nikoli ni. Ampak to bo storil zdaj. Pohitel je k Miški in se spotaknil. Puf, puf, puf. Au! Je zakričala Miška. Oprosti, je rekel Ježek. Ali si v redu? V redu sem, je rekla Miška. Samo nekaj časa želim biti sama. Ježek je žalosten odšel. Na drevesu je zagledal veverici, ki sta se zaljubljeno gledali. Ko bi bil vsaj tako puhast kot oni dve, si je mislil Ježek. Potem je naletel na zajčke. Če bi le imel tako mehak kožušček, kot ga imajo zajčki, potem bi tudi jaz lahko skakljal naokrog in se crkljal. Ali če bi imel tako gladko kožo kot žaba, lahko bi poskakoval z lista na list in se potapljal. Ali če bi bil tako volnat kot ovčke, z veseljem bi tekel po travniku. Ali če bi imel tako puhasto perje kot račke,
Ko je opazoval druge živali, si je želel, da bi bil drugačen. Kako rad bi bil mehak in puhast. Pri ribniku se je ježek žalostno zazoril v svoj odsev. To, kar je videl, je bilo vse kaj drugega, kar bi si želel. Zagledal je nerodnega, bodičastega ježka in pri srcu ga je zbodlo. Potem pa ga je nenadoma presenetil miškin glas. Kje pa si bil? Vse povsod sem te iskala. Ampak saj si hotela biti sama, kaj ne? Se je začudil ježek. Zate sem spletla pulover, je rekla miška. Zame, je bil presenečen ježek. Ampak zakaj? Zato, je rekla miška in ga objela. Ježek je zdaj vedel, da druge lahko zbode, toda miška ga je imela rada takšnega, kot je. Kako ganljiva pravljica, ne? Pravljica s čudovitim sporočilom. Bravo, ježek in miška. Resnično sta odličen vzgled za pravo prijateljstvo. Ne glede na ovire, s katerimi nas življenje velikokrat sooča, je pravi prijatelj tisti, ki nam bo vedno znova stal ob strani, ter nas sprejel takšnega, kot smo. Prav zares, ena izmed lepših pravljic. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prikupni pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči, ki prav tako pripoveduje o prijateljstvu. Otroci, uživajte s svojimi prijatelji. Tebi, Emanuela, pa še enkrat želim vse najboljše za 8. rojstni dan. Čau, čau, se kmalu spet poslušamo.